Živijo, mi smo Metropolis, poslušajte radioaktivno na glas. On the road skupine Metropolis z albuma Metropolis, Matjaž in Anže oziroma BMD pa z mano oddaje radioaktivno. Lep pozdrav. Živijo. Skupina z dolgo zgodovino. Res je, kar predolgo bi že rekel kdo. No, to ne. Ampak imeli ste kar nekaj mestnih pauz. Ja, prvih 5 let je bilo kar aktivnih, 5 let, potem recimo temu iz nepojasnenih razlogov 15 let pauze, odide naš prvi kitarist službeno v Ameriko in čez 20 minut smo imeli že novega kitarista in zdaj smo majčkam bolj aktivni. Niste kot sinusoida, gor in dol, ampak malo gor, potem pa bolj dol in sedaj zopet gor. En tak v bistvu, začeli smo visoko, padli in zdaj se spet uspenjamo daleč. Tukaj eno nevarno orožje, veš, se spusti dol, kad s temi valovi. Ja, tako. Glasni ste kot nevarno orožje. Točno tako, ja. Kakor nas dajo na glas na koncertu. Puščavi bi se nas dostrašil. Ali pa na pokopališču, kjer je običajno tišina. Recimo, ja. Metropolis ime z več pomene. Če pogledamo besedo Metropolis. Lahko, ampak ne da bi mi smatrali. Resnica je taka, da imamo band, rabimo ime. V nekem trenutku sem dobil idejo, pustimo zdaj zakaj točno, da bi dal po kakšnem komadu ali pa albumu od skupine, ki nas je vse tri povezvala zares, kar se poslušanja glasbe tiče, in en tak neutralno ime iz ene prvih plošč se kar sam po sebi ponujal Metropolis. Pa še igrali smo pa tako matne. Pa igrali smo ga tudi, še zmeraj ga igramo in je tako pač ostalo v resnici. Nič kaj dosti razmisleka, to je to, a je v redu, sprejmemo. Je pa res, da bi bilo ful bedno, če ne bi tega komada igrali. Ampak okej. Torej, nobene povezave z metropolami oziroma velemesti, nobene povezave z nemškim znanstveno-fantastičnim filmom z leta 27. Posredno ja, zato ker... Posredno ja. Že ima majico iz tega filma, oziroma z motivom iz tega filma, ja, zato ker v resnici posredno seveda, zato ker je ta komad Metropolis od Motorheadov nastal potem, ko si je pevec in basist Lemmy ogledal film in je bil navdahnjen z vsebino in sporočilom in napisal komad. Tako da ja, posredno, ampak zelo posredno. Je pa zanimivo, da je sam rekel, da v bistvu ta komad govori o ničemer. Ja. V bistvu kar nekaj. Lahko potrdim, ker ga pojem in vem, kakšen je tekst. Torej, poješ o ničemer. Tako kot Seinfeld ima serijo o ničemer. Morda vozi kdo tudi Metropolis v vašem bendu? Vozi? Po moje ne, če ima zdaj na široko odprte oči. Vidim, da ne. Ker na spletu sem našel, da Metropolis tudi Peugeotjev skuter s 3 kolesi. Ne, to ni to. On je na 2 kolesih, jaz pa se izogibam takih prevoznih sredstev, razen kolesa. Si raje bolj fiksen na 4 kolesih? Ja, ali pa na 2 nogah, to še najrajš. Razen na kakšnem ostrem ovinku, a ne, že. Pričeli smo skladbo On the road, ste vse pogosteje na cestah sedaj? V kombiju? Ne, še bomo pa. Cilj je čim več. Zmer več, ne? Zmer več, ja. V bistvu tistih 15 let je bilo dejansko enkrat letno, ko sem rekel prej tisto, bi rekel, tiho obdobje. Od takrat naprej pa se, 2 koncerta, 4, 5. Odkar smo s Čuletom, se mi zdi, takrat. Kitaristom se kar začeli odpirati. Razen med covidom je bilo spet sam enen ali pa mogoče 2 na leto. Zdaj smo pa, jih pa že nehal šteti, ko toliko veliko igramo. Druga, ki jo spuščamo, bo Dancing King in Nequin. Ja, seveda. Mi smo pa fantje, ne punce. Zabavno besedilo. Mene to je najljubših štikelcev Točno. Na albumu. Moram priznati, en tak res dodelan komad, nekam se mi je zasidru in me ne spusti še kljub temu, da je že kar nekaj časa zdaj od izida in me kar, že v bistvu pa tudi to je en prvih komadov, ki smo ga delali. V bistvu ta komad je leta 2017 nastal, ne? Riff. Ja, On the road pa verjetno še malo prej. Tega sta zelo blizu. Tam nekje, to sem v bistvu odkril na nekih videoposnetkih na telefonu, sem rekel, čakaj, a res 2017 je to. Ampak pač sta tam nekje bila, ampak meni osebno mi je ta komad en boljših, če ne, oziroma najboljši. Radio aktivno. Dancing King in Metropolis v oddaji radioaktivno.
To ni vaš prvi izdelek, 3 ste že predtem izdali? Tako bomo rekli. 4, ja. 3+1 smo že izdali, ker na prvem CD-ju iz leta 97 je išlo 22 komadov, v bistvu izbor iz 3 snemanj, ki pač niso dočekala luči dneva v samostojnih albumih, ampak je bila to ne bom rekel kompilacija, pač album iz 3 albumov. In potem 99 še eden, ta je pa potem, če pravilno računamo, peti. Tako da 5. album, 3. CD, če je CD še relevanten, bi rekel, format, ampak se mi zdi, da kar veliko ljudi, ali pa saj mojih prijateljev, ki dobi CD, se ga razveseli, ogromno jih posluša v avtu, to že od izida naprej mi razlaga, da je dober. Malo bomo začeli sam knjižce še izdajati. Še jaz ga imam v avtu, ne na glih na repeat, je pa skozi noter v slotu, za vsak slučaj. Sedaj bi ti večina rekla, da ima starejši avto. Ne, koliko je 16-letnik? Ja, takrat so še imeli CD-je. Če primerjate zvok med prvim izdelkom pa danes, se veliko razlikuje? Neprimerljivo. Neprimerljivo. Takrat smo snemali v razmerah recimo eno popoldne v nedeljo v naši garaži za 15 komadov recimo, ki niso vsi potem prišli na prvi CD. Čakaj. Pa snemo nas je basist od Don Mentoni Band, v bistvu bivši basist, ne? Pa s par mikrofoni je bilo vse skupaj posnet, v glavnem uživo, brez miksanja. In potem zdaj, ko v svojem, v narekovajih, studiu / placu za vaje si lahko vzamemo poljubno časa in predvsem pa tehnika, ki smo imeli takrat na voljo sami ali pa ki jo imamo zdaj na voljo, z digitalno tehniko vred, ki omogoča res. V bistvu zdaj smo še dobro začeli, ne, po domač povedati. V resnici zato ima ta album tudi naslov Metropolis, ki je to res na nek način nov začetek. Tisti so bili mladostniški poskusi, rečemo temu. Potem, če bi tako šteli, bi rekli, to je prvi album. Zato je Metropolis. Metropolis. Digitalni. Metropolis D. Tudi oni so že bili, digitalni, ker CD, pač, ja. Vas je nekaj mika, da bi mogoče katere skladbe z tistega prvega obdobja posneli na novo, tako studijsko? Točno to bomo tudi naredili. Prihaja cel album, letnik 99, je plan posnet ga na novo, kompletnega. In pa v angleščini, ne? To smo vedeli, se bova še pogajala tukaj. Hočkotova stran zmaguje zaenkrat, ampak... Odvisno, bom videl, če v glavno tako kot si album zasluži, takrat smo imeli 3 dni vse skupaj, produkcija, snemanje, mastering, 3 dni, to je to, fantje. No in ko smo prišli v studio, snemal nas je Janez Križaj, ne? Ja, sem hotel reči Bojan Križaj. Ne, on pa sigurno ne. In je v bistvu problem tistega albuma, ne sploh to, da je v slovenščini, ampak da smo mi dejansko tam v tistem vikendu mogli komad, mi smo pač glasbo posneli in smo mogli v slovenščino prevajati iz angleščine. Mi smo imeli vse angleške tekste, vse to štima, tako kot pa nas ponovadi štima. In potem so neke stvari danes ne po 20 letih. Ni bilo časa, v resnici. 23 letih pač malo smešno zvenijo. So zabavne. Jaz to, ko poslušam, se smijim včasih celo na glas. Ja, ja, tudi tako kot zdaj. Ampak je pa zabavno, prav uživam. Ja, zna biti to zanimiva primerjava. Ja, zelo. Jaz se že kar veselim, kaj se bo zgodilo, ko bomo dali oba komada skupaj, tako enega za drugim, ali pa vzporedno preklapljanje. Ali sta to iste skladbe? Je pa zanimivo, da je na tem albumu v bistvu tudi Klarič, ne? Ja, Davor Klarič, Šankrok / ne vem, kje že zdaj igra Elevators, ja, tako. Pa še kje verjetno. Ja, klaviature je odigral, oziroma orgle. Dodal orgle Hammond, ja, original. Ampak to prav tako orang, synthesizersko. Z zvočnikom, unim Lesliem, skratka, ja. Tisti album ima res izjemen potencial in si zasluži novo priložnost. Čeprav 25 let kasneje. Novo edicijo, nekaj v tem smislu. Nova priložnost, ja. Pazi se, nova priložnost. Bravo. Ja. Tretja. Love Potion No. 5. Love Potion No. 5. Ljubezenska, tako kot vse. Edin ta zadnja je pijanska. Radioaktivno. Skupina Metropolis z mano vdaje Radioaktivno, Matjaž in Anže oziroma BMD. Matjaž, preko so se izredno pogovarjala, kmalu je obletnica. Ja, 26. november 1994 je bila prva vaja, že prvi lastni komadi, prve priredbe in kdor pravilno zračuna, slava in čast mu gre, koliko let je od takrat do sedaj. Že kaj razmišljate o okroglem jubileju? Kmalu bo 30. Po 30-ki, ja. Pa gremo na štadion Bežigrad, ko bo takrat obnovljen.
Ja, takrat boste praznovali 40, ne 30, si pozabi povedati. Mogoče 60, ja. Če rečemo še začetki, koliko se je spreminjala sama postava zasedbe? Samo enkrat, kot sem prej omenil. Tisto, kar sem rekel 20 minut, to je bilo v resnici, mi smo vedeli, da bo zadnji špil z Grišo, ki je bil prvi kitarist. In isti večer sem jaz že Čuletel takoj omenil, on gre v Ameriko, a bi ti, in je rekel, pa bi. Čule pa pač ne omenimo, ne, ja, Čule pa kitarist od Sausages in seveda točno primeren za tako muziko, ker je Motorheadi so bili, kakor vem, če sem si pravilno zapomnil, vstop njegov v, bi rekel, rock, pa hard rock, pa rekel, v heavy muziko. Ko so tudi one nekako šele začel igrati zares, ne. Ja. Zdaj šele z nama je zaživel, tistih 20 let pred tem, se ne šteje. Pri 53 se mu začeli dogajati. Tako, ja. Torej ste ves čas trio? Tako. Ja, ja. Še kadar imamo kitarskega gosta, se on pa Čule zamenjata in smo še zmer trio, čeprav imamo gosta. Koliko pa še drugih gostov vabite z drugim inštrumentarjem? Dobro, zdaj imeli smo na promociji koncerta v Ortu, 21. oktobra smo imeli tudi, to je bil na dan izida, smo imeli tudi še enega gosta, Tomi Meglič, ne vem, če ga kdo pozna, en mlad perspektiven glasbenik, za njega boste še slišali, in je z nami odigral, to kar pa z vsemi tremi, se pravi smo bili kvartet, Heroes komad od Davida Bowieja, ki so se ga tudi v kasnejši fazi lotili Motorheadi. Pa imeli smo še enega gosta. Pa imeli smo še enega gosta, tak je pa... Kot trio, to je pa Zoran Čalič, on je pa s Čuletom samo zamenjal mesto in kabel. In smo bili trio, Čule je imel pa pauzo takrat. Torej radi menjujete? Ja, pivsko pauzo. Radi menjujemo partnerje, ja. Nikoli pa ne razširite zasedbe, zanimivo. Ne, ni potrebe. Ni potrebe. Kdor bo slišal nas v živo, bo videl, pa to je še preveč, pa sam trije so. Okay, pa ne prenaglas. Jaz orem po sredini, ne? Tako. Ona dva pa po levi, pa po desni, tako da je prostora za vse dovolj in ni potrebe dejansko po... Jaz sem en tak buldožer z full gasom, Čule en tak dirkalni avto na visokih obratih, on je pa mašina, ki naj drži in hkrati bremza in hkrati pospešuje in hkrati... Kako rečeš, Čule starina? Čule starina. BMD, B-mašina in ja. Hočko? Zverina. Pa znaš. Ja. Ko vas sedaj poslušam, vidim, da potrebujete izredno majhen oder. Nekaj imam velik komplet bobno. Ja. To je zdaj zgovor. Za trio je marsikar dovolj, je pa lepše, če se imaš možnost malo sprehoditi, pa noge raztegniti, ker 2 ure čist primer biti tudi za moje stare kovke že težava. Kakšen sprehod ne škodi. Rekreacija, na odru mora biti. Ja, tja na rob odra, z nogo na monitor in tako kot se spodobi. Pač, ja. Če ne drugače pa še publiko vključite, pa je. Ja. Četrta, ki jo bomo spustili, bo Boni Moroni. Klasika, 1954-letnik, če sem si prav zapomnil. V povezavi s tem lahko povem, da pripravljamo tudi album old, se pravi, teh res starih rock'n'rollov iz 50-ih, 60-ih prejšnjega stoletja. Se pravi, prvih 10 let rock'n'rolla in ena od teh bi lahko bila, ampak ne bo, ker je že na tem albumu, tam bo pa, ne vem, 12-14, kar bo novih, starih. Nekaj 14, ne zadnje. Ja, mogoče jih bo pa 16, ko so kratki, ja, veš. Drži. Mogoče pa lahko tudi ta gostuje na drugem albumu. Mogoče pa res. Z novim... Kot beer drinker. Soundom. Radioaktivno. Boni Moroni skupine Metropolis vodaje Radioaktivno. Glasba, ki jo poslušamo, jo lahko začnem kot hard rock, metal ali kaj drugega? Heavy rock and roll. Najbolj kratka, heavy rock and roll. Ker ni metal, to sigurno ni pop, tudi rock, samo ne. Tako, taka plesna glasba. Ljubezen, ples, to je rock and roll. Love potion rock. Ja. Prej sta omenjala Motorhead, so potem vaši vzorniki? Vzorniki, največji vpliv imajo, ker to je bil zares edini band, ki smo ga vsi trije takrat na začetku, ki je bil vsem trem skupen. Zelo različne muzike smo sicer poslušali med sabo, ta je bil pa resnici edina skupna točka in je bila logična izbira in tudi naše lastne skladbe so zvočno in bi rekel, zvočno blizu temu stilu. No. Jih oziroma ste jih potem tudi veliko preigravali? Ja, kar veliko. Tudi še zmer na koncertih recimo pol igramo Motorheadov, pol lastnih komadov, zdaj bo pa se tehtnica vedno bolj prevešala v naše komade, zato ker bomo imeli več novega materiala in se bo dal več časa napolniti z novimi, dobrimi, lastnimi
publika pa seveda ne bo opazila razlike. Je Metropolis potem vam vsem prvi band ali ste že delali prej v katerih drugih zasedbah? Men prvi in edini. Mečem si se zlagal. V bistvu so začela s Hočetom. Si res? Ja, V trash metal bandu so začela skupaj. Še predtem sva igrala v pihalnem orkestru skupaj. Jaz sem trobentač, šolam, prosim. Jaz pa perkusionist. Igrala sva pa 20 let, so bila skupaj, ne? V orkestru najmanj, oba dva, ne? Najmanj. Ja, ampak pred bandom, kakšne 2 let v orkestru. Ja, pred bandom 2 let. Ja. Potem 2 let v tem trash metal bandu, potem pa že Metropolis. Ko so začela, je bil on 8 let star, ko so začela skupaj igrati v pleh muski. Zdaj si pa zračunajte, koliko je bil, ko smo v Metropolis začeli in koliko sva zdaj stara. Oziroma on. Pa dobite CD za stojn. Do CD-ja lahko pridejo poslušalci preko spletne strani. Seveda. Tako. Do tega še pridemo. Hočko časti. Metropolis, kot smo rekli, je vaš sveži izdelek. Kot sem prebral, ne bi išel že spomladi 2020, pa se je takrat zalomilo, vemo zaradi česa. Ja, več stvari je šlo na robe, nekaj stvari je šlo tudi na roko s tem. Imeli smo posneč bobne, skoraj vse ostalo tudi in je crknil računalnik, na katerem smo imeli posnetke. Posnetke smo sicer dobili dol, ampak teden pred tem, ko bi mi morali imeti ta promocijski koncert, na dan, ko bi morali imeti promocijski koncert, Dan, je ena vlada začela z delom in razglasila epidemijo in, kako se reče, prepovedala vse javne prireditve. Potem smo rekli, v redu, če se ne da koncerta imeti, tudi albuma ne bo, dajmo počakati in 2 leti kasneje, 2 leti in pol kasneje smo tukaj. Končno. Ste v tem času potem pilili material, ga dodatno obdelovali? V bistvu je bilo tako, da smo prvo posneli ta album nekje druge, ne? Ja. Oziroma osnovo, se pravi bobne in vse. Pa ja, ko se je to tako mečkalo vse skupaj, smo album še enkrat posneli na lastnem placu, ker smo vmes v bistvu mi nekako uspela neke opreme kupiti, tako kar solidne, pač ne kar neki. In zdaj imamo tukaj gnezdo, kjer bomo pač valili vsa ta jajca. Čeprav to ni ta jajca, ne, veš? Ne, ta jajca, nisem pač... Te kvalitetne... Piščance. Tako. Zlati petelini in tako naprej. Ta zlata jajca, tako treba reči. Ja, v glavnem, dejansko, takrat je bilo vse posnet, potem smo šli pa še enkrat iz nule in se v 2 letih in pol midva sva to pač večinoma producirala in snemala in se veliko naučila. Tudi za naprej ogromno izkušenj, kako to narediti, da se dobro sliš, ali pa tako, kot si želimo, da si sliš. Vsega še ne znava, bo pa to znanje zelo prav prišlo v naslednjih letih, ko prihajajo, ko so že napovedane, tako kot sem prej rekel, nove stvari. Kar nekaj njih. Kokoška Metropolis je torej znesla 9 zlatih jajčk. Ja, Drži. še več. Ampak 9 jih je dala na albume. Ja, na ta zadnjem, ja, tako. Če gledamo, kdo avtorsko najbolj ustvarja ali delate skupaj glasbo? Večinoma midva, Čule tudi besedila. Ne bodimo iskreni, jaz naredim neke kitarske rife. Pa si bobnar. Ja, ok, pač ja, tako je. Vedno si je želel biti kitarist, ampak bobni so večji, pa punce bolj padajo. Je pa v drugem planu, ponavadi na odru. Ja, to pa je res. Okay. Tako da v bistvu pol te svoje ideje nekako združva skupaj, narediva demo posnetke, tudi besedila, pač tematike pa to nekako prilagodiva, ko bi te Feelingu muske, ja. Začnemo ponovadi z naslovom komada. To je že od nekdaj, to pa že iz takrat, iz 90-ih. Ponovadi, ko imam dober naslov, takrat dobim idejo, kaj bi napisal. In ker je Čule Midnight Rider, ne? Ja. Nažalost pač ima ja tak poklic trenutno, da ni uspel glih biti ful zraven, je prišel in je vse komade požignil še s svojimi solažami. In še prispeval kakšne rife, tudi dodatke. Ja, mislim, ima tudi on svoj čist avtorski komad Looking for Trouble, ne? Ki bo naslednji. Ja, evo, viš, kakšen dober segway. Kaj da vedela, kva govoriva. A ne? Pa iščete težave? Seveda, vedno. Sam kakšne težave, točno. Zakonske. Oddaja Radioaktivno. Vsak torek med 18 in 20. Sveža slovenska glasba. Glasbeni gostje. Doza slovenske glasbe. Looking for Trouble, skupina Metropolis v oddaji Radioaktivno. Ste del underground scene, še ta živi? Ali je še bolj underground, kot je bilo v preteklosti? Po prvič povedan, še nismo toliko nazaj štartali, da bi šli po čisto vseh underground klubih. Tisto, kar smo šli, ni bilo čisto underground.
Se pa že veselimo, da pridemo v stare place, v katerih smo nekoč igrali, kot bi rekel, malo nostalgije. Ja, ne vem, je moj odgovor. Premalo smo se še on the road vrnili. No, sigurno nismo nek mainstream slovenski band. Ja, to pa res. Definitivno, nimamo neke težnje potem. Pač tako, kot prvi dan, ko smo se našli, tudi danes še zmer šponamo v bistvu isto. Tako. Isto na glas, mogoče malo glasnejši, ko smo starejši, pa slabo slišimo. Kaj si rekel? Brezkompromisno, ja. Besedila na Metropolisu so v angleščini, kot sem pogledal diskografijo, pa ste tudi prej ustvarjali v slovenskem jeziku. Ja. To je tisti album. Takrat smo po nasvetu, ne vem, kdo je že bil, verjetno Križaj. Ja, Je rekel, fante, če hočete, da vas bo kdo poslušal, dajte tole raje v slovenščino. Kakšni so že bili, mislim, da ne, ni bil, prav noben ni bil. Prav noben ni bil. Ja, in smo jih potem na hitro, pozna se, nismo imeli veliko časa in potem tudi v studiu. Niti izkušen, ne, niti izkušen slovenskih tekstov takrat nismo imeli in je, ampak zanimiva izkušnja, no, le. Je hecno. Ti smo raje rečem izdelek, ne album, ampak okej, kakor kdo gleda na to, ne. Jaz ga še vedno rad poslušam in se zabavam. Tudi jaz, kitare prav odlično zveni. No, vidiš. Besedil pa torej ne poslušata. Ne. Kakšni so res grozni, kakšni so pa tako. Tukaj je še prihodnost mogoče. Ta band bo enkrat velik, sem si mislil. Morda tudi z ambicijami preko meja sončnih stran Alp. Tako bom rekel, ko si enkrat najstnik, ne, valjda sanjaš o temu, ne, zdaj prav takih nekih ful teženj nimamo, se je pa zgodila zdaj ena taka zanimiva stvar, mogoče ti malo več poveš, Ne vem, na kjero misliš, ker jih je tako veliko, a veš? ta intervju, pa vse skupaj. A ja, to, dobro, to ni. Pač iz Anglije smo dobili ponudbo za recenzijo albuma in potem ta promocijska hiša, oziroma firma, kako se reče, to razpošilja po angleških radijih, raznih revijah, ki se še tam še vedno v precej velikih nakladah tiskajo na papirju z pravimi velikimi svetlečimi fotografijami in tako, ne. Skratka, so nam ponudili, smo seveda sprejeli in bomo videli, mogoče v Angliji postanemo velik band. No, kaj sem hotel reči, ja, da očitno album je šel čez mejo, ne. Dovolj dober, da so ga opazili. Sicer nas ne bi kontaktirali, ja, tako. Si pa želimo tudi kakšen koncert preko meje, to bo verjetno v kratkem, relativno, verjetno Hrvaška, verjetno Italija, tudi Nemčija. Anže, BMD, on si želi, je rekel, hočem turnejo po Nemčiji, pa lahko umrem. Bomo še videli to z umrem, turneja pa bomo probali si za 14 dni en kombi, pa sendviče v hladilno torbo, kar bo pa bo. Ja, veš kako je v Sloveniji pač tisne, greš na špil, greš na skrajen konc Slovenije, ampak še smeš se isti večer vrneš domov, ne. Še vedno spiš isti postelji. Ja, ne, jaz bi pa rad enkrat po koncertu zaspal nekje v enem avtodomu ali pa pač na nekem kombiju in se zjutraj zbudil nekje druge, kjer je nov dan in nov koncert. No. To mi je pač meni osebno pač ena tak ful velika želja, tako da mislim, še zmer se lahko pa pijan zbudim, ki je drugo koncu Slovenije. Ali pa pod odrom. Odvisen, kaj me odpele v arest. Naslednja, Going to Hell. Točno tako. To je o tem, evo. Mislim, da že vse skladbe že naprej prognozira. Intuitivno smo jih pravilno dali na album. Sem bil tole kavo danes noter dal. Skupina Metropolis, Matjaž in Anže z mano oddaje radioaktivno z albumom Metropolis. Glasba je sedaj že mesec dni približno med ljudmi. Vaš novi album, imate kaj odzive, kako so jo sprejeli poslušalci? Verjetno se je to že tudi pokazalo na promocijskem koncertu? Na promocijskem koncertu tisti, ki so prišli, so itak vedeli, zakaj prihajajo in je bilo tako dobrega odziva po koncertu, jaz še nisem imel nikoli uživo. Pa smo že kar nekaj preigrali, ne glih neke silne številke, ampak dovolj, da vem, da je bilo odlično, sprejeto odlično. Prijatelji mi javljajo, stari, dober album, v avtu ga imam na repeat že en teden, 14 dni, en mesec. Skratka, odziv, tisto, kar jaz imam stika, je odličen. Se pa pozna, da je, vsaj ponajno, upam, da se strinjava, odličen zvok, odlični komadi, produkcija, vse. Skratka, ima neko, da se povezati s tem albumom. Da je biti odkrite, no, ko sva zadnji klik na Pixni naredila, predno sva dala album. Predno se ga poslala po internetu. Ne, in tako naprej. Sva si dala petko. Sva si dala petko in so rekla, ok, za tem pa res stojiva. No. In
To prvič od vseh teh snemanj, vse, kar smo imeli v naši karieri do tega albuma, lahko rečem, da to je bilo nekaj najboljšega mi tako. Sprav, tukaj naprej je lahko samo še boljš, ne slabš, oziroma drugač. Ne. Je potem album tudi zasnovan kot neka zgodba od prve do zadnje skladbe? Ne. Nimamo zgodbe, nismo angažiran band, samo rime, ki pašajo skupaj in teme, ki niso čist kar neki. Rock and roll je nekaj zabavnega, ne? Ja. Tudi neke sporočilnosti, ne? Tako kot na prejšnjem intervjuju. Pač, ničesar ne sporočamo, nismo družbeni, nismo punkeri, no. Ja, tako, ne. Love, sex and rock and roll. Točno tako. Sedaj je treba tudi iz Metropolisa Ljubljanskega pogledati izven. Imate že kaj na črtu? V smislu koncerti pa tako. Tako. Seveda, Maribor smo že bili, kot rečeno, Hrvaška pride kmalu, tudi Italija. Ti za Nemčijo bo še malo menil, ampak... Tisto Anže Rihta je dejal prej. Moramo narediti avtodom. Moramo narediti en rabljen avtodom pocen. Če se kdo javi... Počakajte še pol leta, pa boste ga lahko v Ormoži kupili. Ja? Tovarno že gradijo, avtodome pa bodo začeli proizvajati. Ok, v redu. Nisem vedel. To bo od Adrije podruženca, ne? Čist tuja firma. Ne, to pa je nemška firma, Kartago. Ok. A ni že ena tovarna? Ste se povezali, ne? Je že ena tovarna tle v vaših koncih, a ne? Že. Prek Murjo. Ja. Tu pa druga prihaja. Ok, super. Tako da veste kam po avtodom. Dobro. Sam rabljenih pa ne bo tukaj. Ne, samo nove. Zato smo pa še malo kratki, finančno. Po turneji v Veliki Britaniji pa bo dovolj funtov. Tako. Bomo s funti kupili, na cash. Prejšnja leta ste tudi pripravljali tradicionalno zadnje koncerte oziroma različne izpeljanke teh koncertov. Ja. To je ta gap, oziroma ta luknja. Tistih 15 let. Ko sem jaz komi prepričal, ta dva moja kolega, a bomo letos spet, dajmo, no. Jaz sem šel 15krat iz benda, pa 15krat nazaj v bend. Ja, skratka, mi smo tradicionalne zadnje koncerte, 15 let, ljudje so se ravno navadili, da imamo zadnji koncert vsako leto, zdaj se pa nikakor ne navadijo, da že 5 let ni več zadnji koncert, ampak da smo zdaj zares spet na novo začeli in da bo več kot eden. Pa še kar o zadnjem koncertu razpravljajo. Jaz osebno iskreno nimam odgovora, zakaj se je to dogajalo, ali ni bilo menedžmenta, ali... Ne, nisem vam dal, dajmo si priznati. Nama dal, ok. Tebe pa griša to, meni pa se je dal. Se bo na poti domov pogovorila, ne? No, prav. Sedaj vidim, da demokratično deluje bend. Absolutno. Brez preglasovanja. Pri meni bo vse tako, kot žena reče. Mislim, da naslednja prav primerno za to End of Time. Ja. Vse se je izšlo danes. Obstaja, koliko let je pa ta solo star, da mi povej, ki si ga ti odigral? Ne, ti si tole pogruntil zadnjič 2016. Glavnem, kakšnih 6-7 let star v resnici komad, imel je v bistvu ne. Skozi nekaj oblik različnih je šel, ampak solo je bil pa že on takrat enkrat v garaži. Kdaj je šel Grišo v Ameriko, tako bom pravil? On je šel 15 v Ameriko. No, od takrat. Zato, smo ga še skupaj na placu, smo osnovo tega komada vadili. No, točno, se res. In potem je to ostalo pač zapisano na telefonu, dokler nisem jaz nek dan še nekaj naredil zraven. Ta solo, tako. Seveda pa vse ostalo razen solo je pa od letos. Metropolis voda je radioaktivno. Ko pogledamo zgoščenko, kot da bi bila z usnja. Se tudi je. Tošel. Denarnica. Sicer je polna, ja, to je res. Ampak papirnata in plastična. Ja, če bi naredili posebno edicijo iz usnja, ne, verjetno bi morali to stati 100 evrov, pa ne vem, kdo bi se tega lotil zares. Tako da ni posebne zgodbe v zvezi z ovitkom, sam tako rokersko je usnja pač, zato je usnja gor. Tako je naš oblikovalec ovitka odločil in mi smo rekli, v redu je. Album je šel, kot vidimo tukaj, v fizične, potem tudi verjetno v vseh digitalnih platformah. Tako, na vseh streaming platformah, vse podatke o bendu, vse, kar je treba o nas vedeti, seveda na spletni strani naši, tam je vse združeno. Tudi linki na bom povedal, metropolis.band. To je spletna stran, tam so linki na vsa socialna omrežja naša, na streaming platforme, kratka, ni da ni, na najnovejši video, ki je objavljen na YouTube, na naše žive posnetke
na YouTube kanalu in tako naprej. Skratka, metropolis.band, zapišite, obiščite, uživajte. Kako aktivni ste na družabnih omrežjih in kako pogosto v stiku s poslušalci? Ne prav veliko. Srednje, ne? Jaz bi rekel bolj malo. Tako v primerjavi z nekaterimi drugimi, jaz Instagrama itak ne razumem, zato Anže objavlja na Instagramu. Ne, vsi smo, no, mogoče ne toliko agresivno. No. Pred koncerti pa pač objavljamo ali pa pred izid albuma, skratka te pomembne stvari objavljamo, da bi pa kar smetili vsak dan Ja, dajmo tako reči, če tega kaj izvedeti, boste izvedeli tam gor. Tako, ja. Tako. Ni pa nekih, zdaj, kako je hočko se obrnil levo, tega ne bomo. Samo zato, da bi bili tam, ne bomo. Takrat, ko je kaj zapovedati, povemo, objavimo, napišemo. Na selfie po oddaji bomo pa naredili, ne? Selfie po oddaji, recimo tele, po oddaji, ja. To bomo in ne pretiravamo. Bi rekel ravno prav za nas, starce. Tako, Matjaž, ti za starejšo generacijo, Facebook, Anže za mlajšo, Instagram, tako. Otroci pa za TikTok. Tako. TikTok računa. Tam nas res ni. Razen če kdo mogoče veš vse objavlja. Ti imaš hčero zrelo za TikTok, če se kaj lote. Že tako jo, ko mi z telefona dobim, pa še to. Na Facebooku sem tudi našel zapis Metropolis z Ö-em. Ja. Kaj to pomeni? Zatipkal sem se. Že si zatipkal. Nimamo Oja originalno, verjetno se jim v tistem trenutku zdel zabavno, pa ga je dal. Ni pa del uradnega imena, ker ni Metropolis. Seveda referenca na ta Ö s pikcami od Motorheadov, ampak ni del zares uradnega. Predzadnja, Good Night. Ta pa celo ima sporočilo. Pa ta je celo blues. Sporočilo je pa tako, da mislim, da druga kitica je na nek način posvečena enemu prijatelju mojemu, našemu, ki je dejansko največji Motorhead fan in posledično tudi naš fan v Sloveniji. Henk, če poslušaš, zate. Ne vem, če sem mu že kdaj to sploh omenil, ampak ta edini, ki ima nek zares pomen. Zakaj pa Good Night, pa on, pa pustimo interpretacijam kogarkoli, da ne razlagamo preveč. Radio Aktivno. Good Night skupine Metropolis, Matjaž in Anže prvič sta z mano v studiu. V tem trenutku se zadeva nekoliko spremeni pri intervjuju. Ja. Sedaj sem vaju jaz spraševal dobre pol ure, sedaj pa pridejo drugi izpraševalci. Ja, in to so? Joker Out. Prejšnji teden sem jih gostil z novim albumom Demone in vsak izmed članov zastavlja eno vprašanje. Za vaju. No, pa dajmo. In sicer prvo vprašanje bo zastavil Kris. Daj si vedel ali vedela, da se želiš profesionalno ukvarjati z glasbo? A moramo oba odgovoriti ali? Kakorkoli želite. Nikoli, ker se še zmeraj ne ukvarjam profesionalno z glasbo. Od nekdaj sem se hotel profesionalno z glasbo ukvarjati, pa mi še danes ni ratal. Ker v bistvu toliko uživam v glasbi, da enostavno ne mislim na to. Skozi dam ta profesionalni input noter, ne glede na output. Ne glede na denar, ki pride. Tako, output, ja. Drugo vprašanje vam zastavlja Bojan. Če bi lahko bil oziroma bila za en dan žival, katera žival bi to bila in zakaj? Ej, bojči, čao. Sova. Zato, ker je skulirana. Jaz bi bil konj. Zakaj? Ker je močen. Tretje vprašanje zastavlja novi član Joker Out in sicer Nace. Kaj bi rekel svoji simpatiji iz osnovne šole, če bi zdaj srečal na koncertu? Jaz sem zadnjič Sorry, nisi več toliko, ker si bila takrat. Jaz se pa nisem srečal še nikoli po osnovni šoli, bi pa rekel, pa kje si Petja, kaj delaš? Četrto vprašanje zastavlja Jure, član skupine Joker Out. 3 največje laži glasbene produkcije. Instagram, Facebook. Ne, laži glasbene produkcije. Ja. Ne, v kakšnem smislu? A v tehničnem smislu ali v tako? Eno je kako izgleda, eno pa kako zvenijo. Okay. Ja, v bistvu za mene osebno je to, da v studiu danes marsikaj lahko narediš, še zmeraj pa dejstvo tisto, kar vidiš pol na odru. Performance, s čim manj vsega, kar je bilo dodanega na albumu. Razen seveda, če tisto dodano ne tvori neke celote nicega benda. Ne. Jaz bi dodal še, da fraza, ki se ji reče, bomo zrihtali v miksu ali pa na masterju, je največja laž, zato ker se v resnici, če ni dobro odigran, tega ne da zrihtati. Ali pa zahteva tak vložek
dela in energije, da ni vredno enostavno. Skratka, vaditi, naštudirati, potem snemati. Moče tukaj še na moje podvprašanje. Prej, ki si omenjal to delo v studiu, ali misliš, da danes pri vseh teh novodobnih glasbenikih vse več efekta mili vanile? Ko se samo odpirajo usta, podlage so bolj manj enake? Ne, določene zvrsti tega ne omogočajo. Mogoče pri pop glasbi se tega lahko ful več poslužuješ. Jaz mislim, da rock band še zmeraj mora od sebe dati to, kar mora dati. Sicer je pol pop band, če tega ne da od sebe, sorry. Tako da ja, še zmeraj to od zvrsti do zvrsti je zelo različno. Ampak v osnovi, a ni najboljše v bistvu, če... Meni osebno ne gre za to, da tisto, kar slišim na albumu, hočem slišati tudi na koncertu. Včasih je glih to, ravno obratno, ful boljš, ampak hočeš pa energijo čutiti, in če tega ni, pol veš, da je ali slab performance, ali pa pač neki... Ali so pa v masteringu rihtali. Ja, se pravi so odstopanje. Ja. In še zadnje, peto vprašanje skupine Joker Out zastavlja ga Jan. Kaj hočeš, da je tvoj največji dosežek, ko boš stara recimo 60 let? 15 koncertov v Nemčiji, pa lahko umre. Za mene je to čez 10 let, tako da to je za vogalom, tako rekoč. Ne, če sem iskren... Da mi ne bo ničesar žal, zares. Da nam vsaj enkrat uspe napolniti ta štadion. Ne, mene štadion tok ne, ampak si pa želim igrati tok delač pa dolg to našo zvrst. Dokler boš lahko. Dokler res ne bom čutil v mišicah, da zdaj pa ne gre več. Da pač enostavno... Bomo dali triggerje, ali pa v miksu z rihtem. Ne, se ne ve, ko enkrat z roko ne greš več nad glavo, pol je za mene konc, to tako. Na odru pa holograme? Ne. Ne. Bo dokler bo. Sinove bomo poslali takrat v boj. Ja, točno. Metropolis je album, ki je svež, star dober mesec dni. V PR sporočilu za vaše založbe pa sem prebral, da je to prva v seriji prihajajočih posebnih izdaj. Kaj imate potem še v mislih? To, kar so že naštevala prej vmes v pogovoru. Se pravi oldies, but goldies, potem Pazi se na novo, potem posebne izdaje z gosti, tiste, ki smo jih tudi že omenjali, plus še kakšnega presenečenja. In pa zdaj sva se v avtu že pogajala, če ne bi predvsem tem še en avtorski album. Prvo. Še en, do leta 2025 imamo že del, v resnici. V bistvu fora je tem, da zdaj imamo vso opremo in vse na razpolago. Ves čas, da to naredimo. Materijala v bistvu se je v vseh teh letih, sploh v zadnjih 5 letih nabrali toliko, da nimamo, vsak, kar se avtorskih stvari tiče. Imamo do 35-letnice naše, imamo že lahko delamo skozi. Vse splanirano skoraj da. Skoraj vse. Bomo pa za konec tega pogovora zavrteli še eno vašo z albuma Metropolis, in sicer Beer Drinkers and Hellraisers. Našo vašo. Ljubezensko. Ta pa res ni. Ta je pivska in primerna za konec, ko pademo pod oder. A bo komu posvetila? Komu od Zizi Top, 2 sta šla. Ne, eden je umrl. Dusty je umrl, za ostale nisem prepričan. V glavnem, Zizi Top, Beer Drinkers, Hellraisers, uživajte neskončno. V etru čez par sekund, Matjaž in Anže, hvala, da ste bila gosta oddaje Radioaktivno na Radio Perlekter. Uspešno in čim bolj delamo naprej. Hvala lepa. Živjo, mi smo Metropolis, poslušate Radioaktivno na glas.